profesorja, da spregovori nekaj besed naših diplomatov. Ne vem, če bo to samo nekaj besed. Ko so me nagovorili, naj tule stojim in kaj povem seveda, sem bil nekoliko presenečen, vprašal sem se, kaj imajo zdaj skupnega starejši, upokojeni profesori in pa zelo mladi diplomati. No, potem sem pa ugotovil seveda, da to skupno je seveda primerjalna književnost. Ampak zdaj sem zadregi, saj o primerjalni književnosti naši diplomati najbolj že vse vedo. Kaj naj torej povem? Kadar Slovenci ne vemo, kaj bi rekli, se spomnimo na kakšno obletnico. Imamo radi obletnice, veselimo se obletnic, proslavljamo. No in tako mi je prva obletnica padla na pamet tale. Leta 1797 se je rodil Matija Čop, torej 220 let pred našim letom. In ta obletnica seveda je lahko uvod v primerjalno književnost. Kajti Matija Čop je bil prvi pravi komparativist na Slovenskem, on je pravzaprav predhodnik, početnik komparativistike, slovenske komparativistike in to v času, ko je na zahodu Evrope ta veda pravzaprav šele polagoma se rojevala. No, Matija Čop je bil komparativist v kakšnem pomenu besede. Prvi med nami, med Slovenci tistega časa se je posvečal celotni evropski literaturi, študiral to in ono, od trubadurjev pa do sodobnih romantikov, vse krasno poznal, tako približno kot mi danes svojo literaturo, ampak on je bil evropski človek, se pravi, poznal je te zadeve tako, kot je treba komparativistu. Hkrati se je ukvarjal z literarno teorijo, vemo, da je študiral zlasti verzne forme, študiral je roman, razmišljal je v bistvu romana, razmišljal je v bistvu epa in tako dalje. To so problemi, ki še danes živijo v naši literarni teoriji, se pravi znotraj primerjalne književnosti. Vse to je še danes. Je pa važno še to, da se je ob tej razgledanosti po Evropi vendarle izredno zanimal za slovensko literaturo. On je razmišljal, celo pisal, prvi je napisal kolikor toliko znanstven pregled slovenske literature, čeprav je bila v njegovem času do Prešernovega nastopa seveda tako zelo skromna, ampak za središče svojega zanimanja je vendarle postavljal tudi slovensko literaturo in seveda njene odnose z evropsko in celo svetovno, kajti prvi na slovenskem se je zanimal recimo za indijsko literaturo. Zdaj mislim, ne da bi razlagal, kaj zdaj to pomeni za komparativistiko danes, mislim, da je jasno, da lahko ob tej obletnici se spomnimo ne samo Matija Čopa, ampak tudi seveda današnje primerjalne književnosti, ki jo študirate ali ste jo že doštudirali, jo boste mogoče še naprej študirali ali ne, ampak vsekakor tu smo s primerjalno književnostjo. Ampak druga obletnica, ki mi prihaja na misel, je pa tale. Natančno 110 let po Čopovem rojstvu se je rodil pa naš starosta Anton Ocvirk. Leta 1907. In od njegovega rojstva do danes, seveda, če se ne motim, mineva tudi 110 let. To je neka simbolika števil, ki je skrivnostna in zdaj lahko razmišljamo o magičnosti teh števil. No, dejstvo je, da seveda po Matiji Čopu je bil pa Ocvirk tisti, ki je res postavil komparativistiko na naši univerzi kot ugleden, znanstveno utemeljen predmet, znanstveno v tem smislu, kot je on razumel znanost. Ocvirk je šel iz pariške šole in je prinesel k nam seveda metode, načela francoske komparativistike, ki je hotela biti strogo znanstvena, pozitivistična in tako dalje. Hkrati seveda je pa zelo globoko na široko posegel tudi v literarno teorijo in tu ustvaril osnove
za literarno teorijo na Slovenskem. Hočem reči, da torej Ocvirk je bil tisti, ki je res postavil in uveljavil primerjalno književnost kot znanstveno stroko. In to skoraj na vseh ravneh. Ampak letos spominjamo se še ene obletnice. Pred 40 leti, natančno pred 40, je umrl naš cenjeni kolega Dušan Perevec. To je bilo leta 1977. Seveda, jasno, ves čas in kar naprej se ga spominjamo kot tistega zaslužnega profesorja, ki je prinesel na komparativistiko tudi nekaj novega duha. Mimo tega pozitivizma, ki je še danes, seveda, priznajmo, podlaga vsega študija z svojo natančnostjo, svojimi dejstvi, z vsem tem, kar je očitno znanost v pozitivnem pomenu besede. Ob to je pa seveda Perevec postavil neko nadgradno, našel je v filozofiji, zase pri Heideggerju, se pravi v fenomenologiji, v filozofiji eksistence in tako dalje. In to je prenesel na komparativistiko, s tem je dal seveda res, kot sem rekel, neko nadgradno. Ni nujno, da bi seveda vsi verjeli še danes v Heideggerja kot komparativisti, ampak ena od možnosti je seveda tudi ta. Po Perevcu se je pa nadaljevalo tisto, čemu se reče lahko modernizacija komparativistike, in mislim, da ste vi med študijem bili deležni. Se pravi, ta modernizacija, to je pa seveda uvajanje slovenska komparativistika vseh novih aspektov, metod, ki so danes veljavne ali bile pred desetletji in so še danes veljavne v Franciji, v ZDA, v Nemčiji, Angliji, Rusiji in tako dalje, tako dalje. Najbrž vsi veste, da so v tem času prišle k nam recimo metode ruskih strukturalistov, recimo Lotmana, pa seveda nekoliko drugačnega Bachtina, pa zgledovali smo se pri mnogih Nemcih, zase pri Gadamerju in vsem pri Jausu in tako dalje. No, pa k nam je prišla v tem času zelo močna struja francoske filozofije, recimo njihove novel kritik, se pravi nove kritike, z Rolandom Barthom in drugimi, vse do Derridaja, Deleuza in tako dalje, tako dalje. No in tu je seveda svoje odigrala še Amerika, svojim new criticism, pa s ženskimi študijami, pa ne vem še kakšnimi študijami. To vse očitno vdira v našo komparativistiko in je daje danes zelo mnogovrsten, pravzaprav večobrazen pomen. To je seveda dobro. Zdaj bi lahko razmišljali seveda še o neki stvari, ki je po svoje tudi pomembna. Ne samo, da je v teh desetletjih doživela komparativistika, slovenska komparativistika, nek vsestranski razvoj, razmah, pluralnost mnogih metod in aspektov, ampak je ohranila tisto, kar je bila že pod Ocvirkom. Namreč, že takrat, ko smo se upisovali, da sem se upisal leta 1950, smo vedeli, da je komparativna, se pravi, primerjalna književnost na naši filozofski fakulteti, tista veda, ki se zelo tesno stika z drugimi znanostmi okoli nas po filozofski fakulteti, pa tudi zunaj nje. To so bile seveda jasno predvsem filozofija, pa zgodovina, pa umetnostna zgodovina, pa sociologija, celo teologija je prišla zraven in tako dalje, tako dalje. Se pravi, to so vede, ki se tesno dotikajo naše znanosti, so ji v marsičem zelo blizu, tako da se nehote, ko se ukvarjamo s komparativno, podajamo tudi v ta področje. Zato mnogi komparativisti pred vami ali pa celo se bodo med vami ukvarjali tudi s takimi problemi, filozofskimi, sociološkimi, da ne govorimo o lingvističnih in tako dalje, vse do psihoanalize. To je neko bogatstvo komparativistike danes in
ga je treba ohranjati, čeprav seveda je treba vendarle paziti, da stojite z eno glavno nogo vendarle v komparativni, samo s postransko, pa še morda v drugi vedi. No, to je en poseben problem. Zdaj, druga stvar, ki jo je treba omeniti, je pa tole. Vsi vemo, da živimo v nekem času, ki se na videz odmika od govorjene ali pisane besede. Tu je internet, tu je to in ono, tu je tehnologija, ki nadomešča živi govor z marsičim. In vse to je tisto, čemu se reče tudi globalizacija. Se pravi, živimo jasno v času neke globalizacije, čeprav ne vemo, kakšna bo. Po izvolitvi Donalda Trumpa ne bo več najbrž to globalizacija na ameriški način, bo malce drugačna, zlasti, ker vidimo, da stopajo v te geopolitične igre nove močne države, ki so izrazito nacionalne, kot so Rusija, Kitajska, verjetno tudi Indija, Izrael in tako naprej. Vse to nekako spreminja to globalizacijo. Ampak kljub temu je pa glavni proces vendarle ta, da se zdi, kot da živa in pisana beseda ni več tisto glavno. Kot je že nekoč Luhmann napovedal, da bo konec te Gutenbergove dobe. No, ampak očitno po najnovejših rezultatih, po tem, kaj ljudje berejo, kakšne uspešnice se gibljajo na ne vem kakšnih nakladah, vidimo, da temu še ni tako. Je pa dejstvo, da literatura še zmeraj ostaja podlaga marsičesa. Literatura to ni samo ta čista, napisana, natiskana literatura v knjigah in tako dalje. Literatura, kot vemo, je vendarle osnova tudi gledališča. Z gledališčem in dramatiko so se ukvarjali naši komparativisti od Ocvirka naprej, na našem oddelku zlasti Lado Kralj, ne? No, poleg gledališča je tu film, priznajmo, podlaga filma je zmeraj jasna literatura, tu je televizija, tu je marsikaj od založb, uredništev, knjižničarstva, vse to se gnete okoli literature in je pravzaprav tisto področje, praktično področje, kjer se nekako aplicira tudi lahkovednost, ki jo imamo kot komparativisti. Celo, če sem čisto bolj prozaičen, med teh glavnimi področji, ki lahko zanimajo komparativiste, je recimo tako imenovani literarni menedžment. Vemo, da danes mnogi, zlasti komparativisti, so med tistimi, ki organizirajo simpozije, festivale, krožijo med Berlinom, Ljubljano, pa New Yorkom in tako dalje. To je obsežno področje, ki v tej fazi globalizacije dobiva poseben pomen in je verjetno tudi neko možno področje našega dela. Zdaj se vrnem rajši kar na začetek tega govorjenja. S pomočjo Matija Čopa bomo ugotovili pravzaprav za zaključek seveda, kaj je pravzaprav duh slovenske primerjalne književnosti. Ta duh ima dva obraza najbrž. Po eni strani je komparativistika tista veda, ki Slovencem preprečuje, da bi se izgubili v nekakšno provincialnost, brez stika s širšim svetom, z Evropo, verjetno s celotnim svetom, ki sega prek Evrope. Se pravi, to je ta stran komparativistike, ki jo je gojil že Matija Čop. Druga stran, seveda je pa ta, da pri tej odprtosti v svet, v Evropo, v globalizacijo, moramo ohranjati vendarle neko točko, na kateri stojimo, in to je seveda slovenska literatura. Že pri Ocvirku, pa tudi pri Perjevcu, pa pri meni, pa še pri mnogih naših kolegih, je tako, da v središče svojega dela vendarle postavljajo Slovence, slovensko literaturo, slovenski literarni prostor, iz njega izhajajo in se k njemu vračajo. To je seveda res,
tisto, kar nas drži po konci, da se ne izgubimo v nečem, kar je brez korenin, kar je brez identitete. Se pravi, po Čopu rečeno, torej, da je treba združevati oba aspekta, to evropsko stvari, recimo svetovljanstvo in pa seveda slovenstvo. In to je, preprosto rečeno, duh slovenske primerjalne književnosti. Zdaj pa moram nehati, ker se mi zdi, da sem bil sploh predolg. A je tako? Hvala lepa.